Ja, tako, čas je, da gremo v drugi del nočne oddaje. Upam, da ste še z nami. Še vedno imamo v bistvu obe dve nagradi, se pravi, pica nas še čaka. Dajte nas poklicati na 090 93 6122, če vam pa neroden, pa seveda SMS 04183 4443 in današnjo drugo gostjo Vito Renko, pozdravljena. Poprašate kaj, ne? Karkoli, ne? Ja. Vse je dovoljeno, tako da dajte nas poklicati, nagrada čaka. Vita, lepo pozdravljena. Živa. Zdaj za uvod smo videla en tvoj cover. Res je? Always Remember Us This Way. Ja. Vemo iz filma, komad je romantičen. Tako je. Zakaj pa tebi tukaj poseben, da si rekla, za tega bom pa naredila cover, tak profi varianto? V bistvu že takoj, ko sem gledala ta film, mi je ta pesem zelo prirasla k srcu. Že takoj mi je bila všeč in melodija in sporočilo. In potem sem jo parkrat doma odpela in potem sem se odločila, da na ta komad bi pa res mogla posneti cover. In potem sem prišla v stik z ekipom Art Music Records in smo se potem skupaj odločili, da bomo posneli cover na ta komad. Tako da. Je bilo treba tu veliko delati, ni šlo verjetno s prve, ne? Ne, ni šlo s prve. Najprej sem ga mogla kar fajn strenirati, ker komad ni lahek, ima zelo višine, nižine, vse skupaj, tako da je bilo kar nekaj treninga potrebnega, pa sem se pa še spremljavo naučila, tako da potem je bilo to treba še združiti, tako da nekaj dela je bilo vloženega, potem pa še, da smo posneli vse skupaj, tako da ja, potem je ratalo to, kar je. Ja, rekla si zaradi filma, ne, da ti je bil ta komad zelo všeč. Ja. Kolikokrat si pa ta film potem pogledala? 1-3 sem ga sigurno, pa še bi ga z veseljem, ker vsakič, ko ga gledam, mi res top. Vita, iz kod prihajaš? Prihajam iz Škofje Loke. Mogoče čisto na kratko, zakaj prav glasba, kaj počneš v svojem življenju, razen petja? Ja, v bistvu v svojem življenju se ukvarjam predvsem z glasbo, s petjem, pa izigranjem klavirja. Poleg tega tudi treniram atletiko, zdaj 10. leto, učim se solo petje pri Marjetki Vovk, zdaj 5. leto. Imam pa narejeno tudi 8 let glasbeno šole klavirja. Z glasbo se ukvarjam v bistvu že od malega, že takoj, ko sem bila majhna, je bila skozi glasba prisotna v naši hiši, ker je tudi moj ati v bistvu glasbenik, ki igra v heavy metal bandu, kitaro. Tako da sta mi tudi starša skozi pela, skozi sem bila v stiku z glasbo in potem sem v bistvu že kot majhna izrazila željo, da bi igrala klavir in so mi najprej kupili tak mini roza klavirček, ki sem ga skozi igrala, pa pela sem tudi skozi zraven. No, potem sem pa izrazila željo, da bi hodila v glasbeno šolo in sem se vpisala. Sem imela različne nastope, tudi na tekmovanjah sem hodila, pela sem tudi skozi, isto nastopala v šoli, pred domačimi, vsako leto tudi čez mer naredimo za Božič pa za novo leto, koncert z družino, tako da ja, glavne nastopala sem skozi, potem sem se pa še na solo petje vpisala v 7. razredu k Marjetki Vovk, tako da ja, zdaj še vedno hodim in mi je super, tako da glasba je skozi v bistvu z mano. Zelo veliko dejavnosti, aktivnosti si naštela, imaš sploh kaj prostega časa? Ja, pa tudi se najde, mislim, si vzamem tudi čas, da grem, ne vem, s prijatelji ven, se podružam, tako, mislim, mi iznese vse na koncu, no, tako da. Zdaj, te aktivnosti med tem koronskim času si mogla malo dati na stran, je bilo težko? Ja, meni je bilo ful težko, res mi je bilo težko, že najprej zato, ker nisem smela imeti stikov z ljudmi z nobenim, pol isto nisem mogla nastopati, nič od tega, tako da mi je bilo najprej zelo težko. Sicer sem se pol navadila, ampak še vseeno ni bilo to, tako da sem zdaj res vesela, da je spet kakor tako vse normalno. Si kdaj razmišljala, recimo, da bi kak svoj komad napisala in zraven igrala klavir, recimo? Ja, to sem že veliko razmišljala, tako da imam v načrtu, da bi tudi to v prihodnosti enkrat izdala svoj avtorski komad in tako. V slovenščini ali angleščini? Ker zdaj, danes bo to oba komada v bistvu angleščini, ne? Ja, To to je ti res, nekak ljubši jezik. Ja, angleščina se mi zdi, da je fajn, ker jo pač razumejo vsi na svetu, ampak se mi zdi pa tudi fajn, da pišemo komade v slovenščini, ker je vseeno naš materni jezik in se mi zdi, da se v svojem maternem jeziku res lahko najboljši izraziš. Tako da imam v načrtu in slovenske in angleške komade. Super. Zdaj, preden gremo na glasbeni kviz, še mogoče besedice le dve o sinhronizaciji risank. Sinhronizirala si dve, in sicer Fearless. Ja, tako je, Neobrzdani spirit in Levi kralj. Levi kralj, tako. Zakaj te dve risanki? Je bilo pač to naključje? Ja, nekako je bilo naključje. Jaz sem si sicer že vskozi želela sinhronizirati, no in potem
v 8. razredu, ko sem bila, me je klicala en dan Marjetka Vovk, čisto slučajno, in mi povedala, da rabijo vlogo za film Levji kralj, in da če bi šla na audicijo, in sem bila itak takoj za. Tako da sem šla potem takrat na audicijo in sem bila izbrana za vlogo mladičke Levinje Nale, tako za pevski del, kot tudi za dialoge. Tako da sem potem takrat prvič sinhronizirala in mi je bila res super izkušnja že takoj, pa sem si želela skozi tam še sinhronizirati. Tako da potem so me v studiu Ritem še parkrat klicali, najprej za 2 reklami, ki sem jo posnela, pa sem tudi back vokale snimala še za risanko Addams Family pri Addamsovih. No, potem letos, pomladi so me pa klicali, da rabijo vlogo za risanko Neobrzani spirit. Sem šla pa tudi na audicijo in sem bila izbrana za glavno vlogo, tako da to mi je bilo pa tudi super, ker je bila pač prvič glavna vloga in to vse ni kar tako, a ne. Tako da sem pol še to posnela in potem sem se v bistvu odločila, ker sem v risanki odpela en del pesmi Fearless v angleščini, tam sem sicer zapela v slovenščini. No in sem se pa na podlagi tega odločila, da bom pa posnela cover originalne verzije Fearless v angleščini, pa tudi en delček je v španščini. Tako da smo pa z ekipo Art Music Records posneli še ta cover. Če bi lahko izbirali med tema 2 risankama, katera ti je pa ljubša? To bi pa v bistvu težko rekla, to sem že razmišljala o tem, ampak se res ne morem odločiti, ker ima vsaka nek svoj čar, vsaka ima svojo zgodbo, svoj pomen in se res ne bi mogla odločiti, ker sta 2 risanki super. Aha, super. Evo, v tem času smo dobila tudi v bistvu SMS. Ja. Vprašanje. Sicer Lovro je pisal, zelo zanimivo vprašanje. Ko ješ Haribo medvedke, a najprej odgrizneš glavo ali telo? Ok, to je pa res zanimivo vprašanje. Ja. V bistvu zelo redko jem Haribo medvedke, tako da se sploh ne spomnim, ampak po mojem čisto odvisno, naključno, kakor pride. Tako da nimam kakšne posebne taktike, kaj najprej ni taktike. Imaš rada Haribo bombone? Ne preveč. Pravi, da niso neke zdravi, ne? Ne, tudi mi niso preveč dobri, tako da imam rajš kakšne čokolade ali pa kaj takega. Super. Zdaj, Lovro, prisluži si pico, zdaj svoje podatke nam pošlješ na SMS, če jo želiš, seveda, ne? Midva grema pa na kviz. Upam, da si pripravljena. Upam. Čakate skupina Take That. Tako Ema je prej 1 točko osvojila. Bila je vedno blizu, ampak ni šlo. Ok, dajmo za uvod, kdaj je bila ustanovljena skupina Take That? Bi rekla mogoče okoli leta 1997, mogoče. Je že malo pozno, ne? Prej, ne? 1990, 92 ali 94? Bom rekla 94. Žal ne, 1990. Malo pred Backstreet Boysi, ne? Malo sem ti že prej namignil, da pred njimi, ne? Ok, ta druga je res lahka. Koliko članov je štela zasedba Take That? To je kar, tu zdaj kaj veliko ni za kombinirati, ne? A so 4? Bom rekla 4. 4? Ja. Žal ne. 5, 6 ali 7? Pa rečem 6. 5. 6 je pa že malo preveliko, te skupine so ponovadi 5-članske, tako kot Backstreet Boysi, ne? Ja, ok. Tu so si v bistvu podobne, vse skupine so bile 5-članske, ne? Ja, Nič hudega. In še zadnje vprašanje, verjetno veš, da je član te skupine bil tudi Robbie Williams? Ok. Koliko je star? Danes. Bi rekla okoli 62. 62? Se ti zdi, da je že tako star? Ne, pa mogoče manj, ja. Bom rekla 57. 57. Spet smo preveč rekla, ne? 43, 45 ali 47. Ja, zdaj, če gleda slučajno. Ok, pa sem pa kar hvalila, ja. No, bom rekla pa 45. Plus 2. 47. Ja, skozi blizu, ne? Skozi zelo blizu. Ampak se ni šlo, ne? Za tisto točko, ne? Tako da
Danes ste Ema premagala 1-0. Joj, bravo ima. Tako da, ja. Zdaj, verjetno, če se boš drugič pogovarjala, boš vedela kaj več, ne? Ja. O Take That. Ja, to res. Sem nekaj novega izvedela. Če bi ti dal od Backstreet Boysov, bi bilo kaj boljš? Ali bi tudi... Ne, po mojem bi bilo isto, ne? ja, nekaj več, ne bi bilo. Ok, dosti matere na glasbi, oziroma v tej skupini. Kje smo ostali? Aha, govorila smo, se pravi, tudi drugi cover danes, ki nam ga boš predstavila, je pa iz te risanke, ne? Ja. Naslov je Fearless, ne? Ja. Zakaj si se pa za ta komad odločila? Tako kot pri Always Remember Us This Way mi je bil isto ta komad že tako, ker sem ga slišala ful všeč, že melodija, pa tudi besedilo se mi zdi, da ima zelo močno, tudi povezuje se z risanko, o tem, da moraš biti pač pogumen, neustrašen, da moraš vedno verjeti vase, se boriti do konca, tako kot se je tudi ta glavna oseba Lucky, ki je bila pripravljena vse narediti, da bi rešila svojega konja. Tako da sem se pol odločila, da bi posnela cover na to pesem, ker mi je bila pač res všeč. In potem sem se v bistvu povezala z Art Music Records in smo snimali. Aha, zaseda pri spotu ostala ista, ne? Tako je, ja, res. Zmagovalnega konja se ne menja, ne? Ne, res ne. No, sam spot, ki ga bomo danes videli, je pa zelo zanimiv. Snemali ste s konji, Ja, tako. ampak na konju pa nisi bila. Ja, res Zakaj? je. V bistvu zato, ker sama ne znam jahati. Najprej sem sicer mislila, da bi jaz jahala, ampak potem sem razmišljala, da mogoče to ne bi bilo preveč pametno, ker smo se mogoče ne bili dobro končali. Tako da sem se pol spomnila na mojo prijateljico Marušo Manco Možgan, ki je jahačica, profesionalna. In sem jo poklicala in je bila takoj za, da bi jahala namesto mene. In potem je prišlo še do tega, da so v bistvu ugotovile, česar sploh niso načrtovale, da imajo obe in isto barvo las, isto dolžino las in se je nekako vse šlo, tako da v spotu se v bistvu sploh ne vidi, da najaham jaz, ker so si tako podobne. In je veliko ljudi, ki sem jim povedala, da to sploh najaham jaz, je bilo ful presenečenih. Aha, si jih zavedla. Ja, sem jih, ja. Tako da ja, pa smo posneli ta spot s konji, ker pač sem hotela, da je nekako v povezavi z risanko in tudi spot prikazuje, kako se pač spoznavam s konjem. In na koncu se tudi spoprijateljiva in na koncu ga pač Maruša zajaha. Aha, približno kot v risanki. Ja, tako. Ok, zdaj verjetno na snemanju recimo tega, to je prvi spot bil, ne? Ti si bil samo v studiu, ne? Ja, tako je. Kako se ti zdi to snemanje spotov? Je naporno, zabavno? Meni je bilo ful zabavno, meni je bilo super, čisto nič naporno ni bilo. Tja smo prišli, lepo sproščeno vzdušje je bilo in pol smo posneli, mi smo se nasmejali, nazabavali, tako da meni je bilo top. Lahko izdaš kaj smešnega iz snemanja? Ja, smešno je bilo to, da sem se jaz najprej tega konja ful bala. Na splošno se konju ne bojiš? Ja, v bistvu se jih tudi, ker do zdaj nisem velikokrat v stiku s konji. Jahala sem mogoče enkrat, ko sem bila majhna, tako da na začetku sem se ga res bala. Ampak pol s časoma sem se ga pa nekako navadila, ker sem tudi videla, da je bil res tak prijazen, miren konj. Tako da na koncu se pa pol zbližala. Ampak ja, najprej sem bila pa čisto prestrašena. Ampak na srečo se nič ni zgodilo, ne? Ne, na srečo je bilo vse super. Kako si pa zadovoljna z recimo odzivom teh coverjev, recimo, ki si jih dala gor na YouTube? Z odzivom sem ful zadovoljna, res sem vesela, ker me vsi ful podpirajo, tako družina, kakor prijatelji. Dobila sem ogromno lepih sporočil, pohval, spodbudnih besed, tako da to me je dalo samo še več zagona k ustvarjanju, k nadaljnjemu ustvarjanju. Kritik verjetno ni bilo, ne? Ne, v bistvu, mogoče se najde tu pa tam kakšna ali pa... Ampak jih prezreš? Ja, tako, sam prezrem, ker je bilo toliko več teh lepih, da pol se v njih sploh ne opaziš več. Še imaš še kakšen cover posnet, pa recimo, da ni objavljen, oziroma... Ja, imam tudi z mojim matijem, v bistvu tudi skupaj snemava kdaj doma in sva posnela cover pesmi Čas, Dan D. Tako da imam to objavljen na Instagramu. Na YouTubeu ga ni? Ne, na YouTubeu ga ni. Še? Ni še. Pa tudi posnela sem recimo za februarja, ki je bil praznik, slovenski kulturni praznik, sva posnela od Prešerna Železne ceste. Aha, zanimiv izbor. Ja. V bistvu sem rabila pesem za neko prireditev šolsko in sem posnela za prireditev, ampak pol sem pa hkrati tudi objavila, ker sem bila za to. Še letos kakšen cover recimo se lahko obetamo? Še imaš kaj v načrtu? Mogoče tudi kakšen cover, imam pa tudi zdaj predvsem v načrtu avtorske pesmi. Aha, kdaj bo približno
To pa še ne vem, to ne pa še ostane skrivnost. Aha. Je že kaj napisanega? Ja, malo je že, ja. Aha. Delam na tem, da bi čim prej šlo to ven. Super. Zdaj, prej sem tudi Evo malo povprašal, kako je glede talentov. Bi tebe tudi mogoče zanima, kdaj, da bi v tem šovu sodelovala? Glede to, da je tudi recimo od Marjetke veliko članov. Ja, res je. Sem že razmišljala o tem, ampak se mi zdi, da tako kot je tudi Ema rekla, da bi bilo to zelo stresno zame, tudi ker je še šola in vse to. Tako da zaenkrat še ne razmišljam o tem, mogoče pa kdaj v prihodnosti. Se bojiš one stroge žirije, da bi kakšnimi komentarji Ja, te ne vem, potrli? ja, mislim, ne, v bistvu bojim se sama sebe, ker vem, da bi pol, če mogoče ne bi ratal, koliko, ker sem si zadala, da bi se sekirala v glavnem, da ja, predvsem sebe se bojim, ja, ker sem kar zahtevna do sebe na splošno in če včasih ne rata tako dobro, kot si zamišljam, me pol to ful potre. Drugače pa strah pred občinstvom, recimo pred gledalci, pa tega pa nimaš? Ne, to pa ne. Mislim, Treme? pred nastopom je sicer malo treme, to itak malo more biti, ampak ko pa začnem peti, se pa ponavadi čisto sprostim, ker toliko uživam, da ker nekako pozabim Publiko na vse. odmisliš? Ja, ker nekako pozabim na vse skrbi in na kakršenkoli strah. Tako da. Kaj pa še kakšen festival? Si bila že na katerem? Prav na festivalu nisem bila, sem pa nastopala že v Ljubljani, v Škofji Loki, na šolskih nastopih in tako. Na festivalu pa še ne, ampak imam pa tudi mogoče načrt, da bi kdaj v prihodnosti se udeležila kakšnega. Katerega bi se pa najraje? To pa še nisem razmišljala. Aha, še ni tiste liste. Ja, ni še. Zdaj, rekla si, nekaj nastopov je že bilo. Katerega si pa doslej recimo najbolj zapomnila? V bistvu vsak nastop je nekaj posebenega, mislim, vsaj zame, no. Ampak mogoče najbolj, se mi zdi, največji nastopi so pri Marjetki, ker nastopamo v pevski šoli, ker je vsem kar veliko občinstva, tudi snema se, tako da te nastopi se mi zdijo kar veliki, pa tudi enkrat sem nastopala v Ljubljani, tudi pred kar velikim občinstvom, tako da to bi rekla. Super. Mislim, da smo bila dovolj obširna, da smo vse povedala. Res je. Hvala, da si prišla na studio. Hvala vam za povabilo. Zdaj pa na koncu še kakšno besedo ali dve za naše gledalce in gledalke, potem pa se gremo ta cover še tudi pogledati. Ja, jaz upam, da so vam moji dosedajšnji coverji všeč in da me boste še naprej spremljali in vam obljubljam, da v prihodnosti pride za vas tudi kaj novega.